En lep dober večer vsem. Lepo je, da se spet vidimo na Goriškem večeru, ki je, kot že veste, pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Nocoj so na razpolago obrazci za včlanitev v to združenje za pravičnost in enake možnosti za vse. Nocoj je med nami gospod Ivan Štuhec, poznamo ga najbrž vsi, je že bil naš gost v Šempasu, če se spomnite, leta 2022, no in danes je ponovno tukaj, predstavil nam bo zadnjo knjigo in z Eriko, ki bo vodila pogovor, v pogovoru bomo zvedeli še marsikaj zanimivega. Prijetno poslušanje. Torej, doktor Ivan Štuhec, dobrodošli v Novi Gorici. Sedaj mi naše večere začnemo z nekim refrenom, ki mi publika potem tudi pomaga, da ga izpeljemo do konca. Torej, dobrodošli na trgu, ob ulici, ob spomeniku in nad nami bdi Sabotina namreč. To pa tako, kot v kakem prvem razredu osnovne šole. Dobra učiteljica, dobra. Ja, jaz bi še dodala, dobrodošli v Evropski prestolnici kulture. Veliko smo poslušali o Mussoliniju, ki je častni občan v Gorici, ampak o teh imenih, ki jih je sedaj publika tako naštela, o teh imenih bolj malo poslušamo in se nihče očitno ne sprašuje, če spadajo v mesto, ki je letos Evropska prestolnica kulture. Hvala za naklonjenost, da ste si vzeli čas za naš konec slovenstva, ker za vas to pomeni, da ste šli na dolgo pot in dolga pot potem vas čaka še domov. Danes, kot rečeno, predstavljamo tole strokovno monografijo, o kateri smo brali, slišali, da je vaše življenjsko delo ali vsaj življenjsko delo s področja vašega poučevanja, v katero ste združili vaše znanje, vse, kar ste preštudirali, predavali, se vanj poglobili. Tudi velik pogum sinteze ste imeli v tej knjigi, kar ni lahko za tako tematiko. Ima pa to prednost in to bogatstvo, ta knjiga, da v sebi združuje več tisočletij duhovne kulture, filozofije in vsega, kar spada zraven v ta širši kulturni in ne samo verski moment. In še, kar je najbolj dragoceno, je to eno bogatstvo, ki nas nagovarja še danes. Tudi za založbo je to pogumno dejanje. Danes sta z nami Tanja in Simon Ozvatič, ki sta glavna akterja Celjske Mohorjeve družbe, ki sta si upala v izdajo take monografije, ki recimo bi se zgledalo na prvi pogled, da gre za strokovno literaturo, ki je namenjena profesorjem, študirajočim in tako dalje, ampak če boste po njej segli in boste prebrali povzetke in raznorazna poglavja, boste videli, da vsak lahko v tej knjigi najde marsikaj. V tej knjigi ni odgovorov na tista specifična vprašanja, ki jih imamo mi danes in ki so recimo aktualna, pa naj bodo problematika spolov, evtanazije, splava in tako dalje, temveč so temelji, na podlagi katerih slovenska cerkev na splošno, ampak tudi zahodna kultura, vsaj tisto, ki smo jo nekoč poznali in ki danes se krha, odgovarja na ta aktualna vprašanja sedanjosti. Sedaj, kot je bilo že rečeno, vas ne bomo posebej predstavljali, ker tu mislim, da vas prav vsi poznajo. Mogoče nekaj podatkov, ki so za to knjigo. Posvečeni ste bili leta 1981, torej kar nekaj let ste že duhovnik. Doktorat ste
opravili v Rimu in kot rečeno, predavali ste osnovno moralno teologijo in o tej temi je ta knjiga. Predvsem pa ste za slovensko publiko ikona nepokončnosti, samozavesti, zavezan resnici, tisti resnici z veliko začetnico, o kateri pravimo, da osvobaja. Ste tudi buditelj ljudi, tisti, ki v tudi najbolj kompleksnih in zahtevnih kontekstih si upa z besedo na dan in ki si upa tudi reči, da cesar je enak. Sedaj, da ne bomo predolgi s tem uvodom, ker glavno besedo boste seveda imeli vi, najprej eno zelo tako enostavno in splošno vprašanje, zakaj in kako je nastala ta knjiga, kako nastaja taka knjiga? Najprej dober večer vsem in hvala za tako veličasten obisk. Hvala Eriki za ta uvod, v katerem je natrosla kup komplimentov, ki držijo ali pa tudi ne držijo. To se bo po smrti videlo, Erika, prej pa ne. Tako da na to je vprašanje pa sledeč odgovor. Kot profesor sem predaval 30 let osnovno moralno teologijo in pa družbeni nauk cerkve na teološki fakulteti, hkrati sem pa bil ves čas angažiran tudi na drugih področjih, predvsem recimo sem bil ves čas od leta 96 naprej tudi strokovni direktor zavoda Antona Martina Slomška in vmes sem še bil tajnik Slovenske sinode in tako naprej. In seveda nikoli ni bilo tistega miru in pa tistega časa, ko bi lahko to, kar sem pripravljal za študente, nekako zbral v neki urejeni obliki in izdal tudi v neki knjižni obliki. Zato takoj potem, ko sem šel v pokoj, sem si zadal to nalogo, da zdaj, ko sem pokojil in ko nimam več toliko različnih dolžnosti in služb, imam več časa, lahko tudi za nekaj tednov ali mesecev celo odidem iz hiše in v miru lahko potem tudi določene stvari naredim in tako sem naredil tudi pri pisanju te knjige. Torej v tej knjigi je seveda marsikaj tega, kar sem predaval, ne samo to, tudi posebej še v zadnjem poglavju, 4. poglavju so nekateri vidiki, ki sem jih obravnaval, ko sem delal doktorat v Rimu, tako da lahko rečem, da je nekako 40 let mojega dela na področju moralne teologije v tej knjigi zbrano. Zdaj, seveda, ko laični bralec, ne teolog, še manj pa moralni teolog, pogleda v kazalo, se lahko malo prestraši, ampak določena poglavja v tej knjigi so dostopna vsakemu, tudi tistemu, ki ni na področju teologije posebej doma. Drug pomemben razlog, zakaj sem se tega lotil, pa je neke vrste oddolžitev cerkvi. Cerkvi na Slovenskem, nekaterim njenim konkretnim ljudem, ki so botrovali temu, da sem potem, ko sem končal študij v Ljubljani in Mariboru, po enem letu kaplanovanja bil poslan na študij v Rim. Takrat je bil moj škof Kramberger in ko so me nekako motivirali za to, da bi šel naprej študirati, jaz nisem bil neki, bom rekel, piflarski študent nikoli, ne v srednji šoli, ne na fakulteti, nikjer. Nisem bil nikoli odličnjak, razen prvih 5-6 let osnovne šole, ko so tako vsi odličnjaki, sem tudi jaz bil, drugače pa nisem bil glih tak strašen učenec, dober. Ampak začel sem pa kot bogoslovec že pisati določene stvari in takrat so me nekateri opazili in so profesorji v bistvu stali za tem, da so rekli, naj me škof pošlje študirati v Rim. Zato sem seveda vsem tem ljudem in pa cerkvi na Slovenskem na nek način dolžan tudi zapustiti nekaj, kar sem potem tekom let pridobil z študijem v Rimu, veliko sem bil preživel tudi v Nemčiji in vse to skupaj seveda je tudi neke vrsta zahvala za to
da sem v življenju imel to možnost, ki je seveda nima vsak. Torej gre za knjigo, ki ni namenjena samo recimo strokovni javnosti ali študirajočim ali profesorjem, ampak tudi širše, je za širšo javnost. Knjiga je danes na razpolago, obsežna je, kar 600 strani, ampak ne se prestrašiti, ker vsak lahko najde marsikaj lepega in tudi zelo razumljivo napisanega in kar ga bo prav gotovo obogatilo. Naslov je Teološki temelji morale, podnaslov pa je Jezus je pot, resnica in življenje. Kaj pomeni ta naslov, zakaj ta podnaslov? Glede samega naslova je seveda danes v stroki moralne teologije več različnih možnosti. Jaz sem se za ta naslov odločil predvsem iz tega razloga, ker je pojem morala v slovenskem prostoru obremenjen pojem z besedo morati. In ker je ob besedi morala takoj prva asociacija pri veliki večini ljudi, kaj smem pa kaj ne smem, kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano. To ni morala. Je tudi to morala, ampak ni samo to in predvsem ni v večini stvari to morala. Zato sem uporabil ta pojem, sicer ga mnogi nadomeščajo danes z etiko, in dal sem tudi teološki temelji morale, s tem sem pa hotel povedati, da želim seveda v tej knjigi utemeljevati moralna stališča s pomočjo Svetega pisma oziroma teološke misli, ne s pomočjo filozofije. Zato, ker vsi vemo, že stari Grki, Aristotel, Platon, Sokrat, to so bili ljudje, ki so imeli visok etični osebni nivo, ki so tudi pisali o etičnih stvareh in tako naprej. Torej, etika oziroma neka pravila za življenje niso samo domena kristjanov in katoliške cerkve, ampak je to dolga tradicija filozofije, tudi drugih religijskih sistemov, vključno seveda z našim. Vendar, če katoliški teolog piše o moralni teologiji, potem se mi zdi na mestu, da jo utemeljujem predvsem s pomočjo Svetega pisma. Tu nastaja tudi morda zanimiv nekako pri pregledu, zgodovinskem pregledu, nastaja ena taka dilema, ki je nastala tudi v sodobnosti. Marsikdo se je odločil v preteklosti in pa tudi danes, da je katoliški moralni pogled na življenje utemeljeval z določene filozofske predpostavke. In zgodovina moralne teologije in pa sploh zgodovina moralnih problemov pokaže, bolj, ko se je nekdo oprl na določen filozofski tok, manj je tista morala bila biblična. In to je tudi moj zaključek prvega poglavja, zgodovinskega pregleda. Na podlagi tega zaključka potem tudi v drugem poglavju preidem takoj na biblično moralo, kjer izpostavim 10 zapovedi in govor na gorju. V tej knjigi torej najdemo te slovite zahodne vrednote oziroma tiste vrednote, ki jih Evropska ustava nima zapisane, ampak na katerih sloni ali je slonela naša zahodna Evropa do pred kratkim, ali je tu nekaj drugega? Ne, tu ni nič drugega, tu je vse tisto, iz česar smo vse do danes črpali najbolj zdrave, etične in moralne korenine, ki jih človeštvo ima. Če začnemo pri starozavezni morali in starozaveznem etosu, moramo vedeti, da Judje so seveda živeli v pluralnem svetu, tako kot mi dan živimo. Bili so v Egiptu, iz Egipta so šli v Kanaan, vmes so srečevali veliko različnih ljudstev, narodov, plemen, torej bolj plemena kot narode, ne? Potem, če vzamemo cel sredozemski bazen, tu imamo grško filozofijo, imamo rimski imperij, tudi z rimsko pravno mislijo. Vse to se je mešalo v tem sredozemskem bazenu, ne? In seveda nastane v tem konglomeratu različnih pogledov in idej, nastane potem vprašanje,
zadnje utemeljitve postave oziroma morale, bi mi danes rekli, pri Judih. 10 zapovedi, tistih od 4. navzgor naprej, najdete fragmente marsikje drugod. To ni tipično judovski izum, še manj tipično katoliški ali krščanski izum, ampak fragmente 10 zapovedi najdemo dokumentirano tudi v drugih virih. Kaj je bilo tipično za Jude? Da so bili edini v celem sredozemskem prostoru, ki so verjeli v enega Boga. In zato je stara zaveza, če v stari zavezi iščete vojno, pa umore, pa oboje, pa bratomore, pa ne vem kaj vse, boste to vse našli. Sam ne tega iskati, ker ni zato nastala stara zaveza. Stara zaveza je nastala zato, da je vse postavila v odnos do enega Boga Jahveja. To je bistvo stare zaveze. In bistvo 10 zapovedi je v tem, da postavijo Judje vseh 7 zapovedi v odnos do prvih 3, ki zadevajo njihov odnos do Boga. To pomeni teološko utemeljitev tistega, kar so Judje dejansko na področju morale in etike našli. Tu bom samo potegnil paralelo z našim časem. Recimo, zame osebno je bil visoko etična osebnost agnostik Jože Pučnik, ki ni utemeljeval svojega etosa v Bogu. Ampak če bi vsi kristjani bili tako etični kot Jože Pučnik, bi Slovenija izgledala bistveno drugače, kot danes izgleda. Hočem reči, vidite, ni vprašanje etike, ni ekskluzivno vezano na vprašanje vere. In vera nujno ni ekskluzivno tudi vezana na vprašanje morale in etičnih vprašanj. To sta lahko 2 področji, kjer je usklajenost ali pa ni te usklajenosti. Torej, da ne bom predolg, Erika, da zaključim glede naslova. Zakaj sem dal potem podnaslov? Podnaslov sem dal zato, ker je to moje novomašno geslo najprej, potem pa tudi zato, ker s tem, ko sem se odločil, da bom moralno teologijo utemeljeval teološko, sem se odločil zato, da je Jezus utemeljitev tega, kar jaz utemeljujem v moralni teologiji v tej knjigi, da je on pot, da v njem iščem resnico in da bi to naj pomagalo za življenje. Nisem posebej tega odlomka svetopisemskega razlagal, nisem ga posebej tematiziral, ampak mislim, da je skozi celotno knjigo nekako razvidno, da temu sledim. Saj to je bilo ravno moje vprašanje, ko ste omenili 10 božjih zapovedi oziroma staro zavezo, to je res staro besedilo. Zakaj ga še ohranjamo v našem izročilu? Kako ga lahko aktualiziramo danes, da spada v eno tako monografijo? 10 zapovedi velja za nas moralne teologe, da jim rečemo, da je to minimalni etos. To se pravi, to je minimalni pogoj za to, da ljudje sobivamo, da se med sabo ne pobijemo, ne požeremo in da ne živimo v permanentnem umoru. Vse te zapovedi nas omejujejo samo v toliko, da bi nam pomagale ohraniti življenje. Z eno besedo, 10 zapovedi predstavlja neke vrste obzidje, kot v srednjeveškem mestu, znotraj katerega je možno živeti, izven tega pa življenje postane nevarno, izpostavljeno, neznosno in tudi seveda izpostavljeno tako, da te lahko vsak spravi na oni svet. Zdaj mi ne pride ta hip na pamet priimek nekdanjega ustavnega sodnika, ki je bil levičar,
komunist, deklariran komunist, ki sem ga enkrat slišal na slovenski televiziji na enem omizju, je rekel, če bi se vsi držali, ne treba prvih 3 zapovedi, ampak vseh ostalih 7 bi v Sloveniji zelo lepo živeli. Torej, zopet vidimo, bil je pravnik, tudi pravni red, pravni sistem, tudi človekove pravice, lahko mirne duše zvedemo, zreduciramo na 10 Božjih zapovedi. Z drugo formulacijo, z neko, rečemo temu, novoveško formulacijo, ampak to, kar mi poznamo pod človekovimi pravicami danes, to skozi celo tradicijo poznamo pod 10 Božjimi zapovedmi. In tudi ves evropski civiliziran pravni red je utemeljen na tem. Če vzamemo vprašanje recimo lastnine, ne kradi pomeni spoštuj privatno lastnino. Od tod pa izvira tako rekoč vse, kar je povezano z lastnino in z našim odnosom do lastnine. In tako naprej bi lahko šli do vsake Božje zapovedi. Ne ubijaj. Pri vprašanju recimo ubijanja, tu imamo vrsto problemov, ki so povezani z terorizmom, z vojnami, ne samo z umori in uboji, ki se zgodijo na medosebni ravni, ampak tu imamo tudi problem kolektivne varnosti, recimo vprašanje ne ubijaj, aktualno ta trenutek povezavi z oboroževanjem, z razoroževanjem in tako naprej. To je vse tu not. Seveda, sodobna vprašanja, sodobni problemi pol zahtevajo tudi, da to razvijemo in da samo zapoved na nek način v njeni formulaciji seveda uporabimo za to, da razložimo tudi neke sodobne pojave. Teh 10 zapovedi ste jih razčlenili vsako posebej, zelo poglobljeno. Sledi pa novozavezni etos. V čem je bila nadgradnja nove zaveze? Kaj prinaša? V tem poglavju vi posebej analizirate govor na gori oziroma blagre. V čem je novost nove zaveze in kaj je ta del izročila? Najprej morda tako vidim, kar se tiče starostne strukture, smo vsi približno iz tistega obdobja kateheze, ki je vsa temeljila na 10 Božjih zapovedih. Pred spovednico je navadno župnik naredil tabelo 10 Božjih zapovedi, izpraševanje vesti po vsaki Božji zapovedi. Zdaj bom tako rekel, nažalost smo tudi v katoliški cerkvi predolgo ostali v stari zavezi. Zato, ker to je seveda minimum od morale. Tako malo za šalo, malo za res. Včasih kdo pride k spovedi, to se zdaj redko dogaja, ampak včasih še kdo pride in reče, spoštujem 10 Božjih zapovedi, pa drugega greha nimam. Jaz nisem tam ne sramem spovednici, tu sem pa malo lahko. Pa bi mu rekel, kaj pa pol hodiš sem? Če spoštuješ vseh 10 zapovedi, pa dobenega greha nimaš, kaj si prišel? Na kaj ti jaz ne dam odvezo? Pa moraš začeti iskati greh, da mu lahko daš odvezo. Ker če ne najdeš greha, ne moraš dati odvezo. Odveza se da na greh, ne pa na to, da si ti dober. In da si tak dober, da vse spoštuješ. Vidite, to hočem reči, samo ta miselnost, da smo ostali nekako pri 10 Božjih zapovedi in jaz sem že dober, da nisem dobenega ubil v tem svojem življenju. Ja, hvala lepa, ker to pa res ni velika zasluga, da dobenega ne ubiješ. To se zdi, da bi bolj ali manj za večino ljudi lahko bilo normalno. Skratka, govor na gori, ki niso samo blagri in niso samo tako imenovane antiteze, v katerih Jezus reče, starim je bilo rečeno, jaz pa vam pravim, Jezus tudi reče, nisem prišel ukinjati postave, ampak sem jo prišel dopolniti. Pomeni, nisem prišel ukiniti 10 zapovedi, ampak sem jih prišel dopolniti. In najbolj tako izrazito dopolnilo so blagri.
Matej jih ima 9, Luka jih ima samo 4. Torej tudi evangelisti niso našteli vseh blagorov v enakem obsegu. Ampak prvi blagor se začne blagor ubogim, zadnji pri Mateju se pa začne blagor preganjanim. In potem se vprašaš, ne? Kako je za to? Jezus blagruje tiste, ki so reveži. To pomeni, moramo vsi postati reveži. Moramo vsi postati klošarji, ali kaj? Najbrž ne? Potem v zadnjem blagruje tiste, ki so preganjani. To pomeni, da si moramo želeti, da nas skozi nekdo preganja. No, vse to nas tak ali tak, ampak vseeno. Želeti si pa najbrž ni treba, ne? Da nas nekdo skozi preganja. Ampak še več. A to pomeni, da jaz ne smem nič reči zoper tiste, ki nas preganjajo. Ne, ni tako. To se ne da tako razumeti. To se da razumeti samo skozi luč in perspektivo Jezusa Kristusa, njegovega življenja in oznanila, predvsem pa njegovega trpljenja in vstajenja. Zakaj on blagruje uboge? Zaradi tega, ker je s tem vrnil dostojanstvo vsakemu človeku, ki smo mu mi to z dostojanstvo vzeli ali ga oropali tega dostojanstva. Kajti velika večina ljudi, ki so reveži v materialnem smislu ali duhovnem ali psihološkem smislu, je to posledica nekih medčloveških odnosov, ki so bili neurejeni, tako ali drugače. In Bog blagruje tistega, ki je v najbolj zapostavljenem položaju. To seveda ne pomeni, da Jezus in tudi Bog nič ne naredi za to, da bi tega človeka iz tega položaja spravil ven. Če bi bilo tako, potem Jezus najbrž ne bi dobenega čudeža naredil, potem Jezus ne bi dobenih ljudi nahranil, potem bi križem rok verjetno sedel kje v Galilejskem morju, pa meditiral, pa čakal, da se bo ta svet nekako spremenil. Ne, ni tako. Jezus je aktiven v premagovanju tudi tega, kar blagruje. Blagruje preganjanje ne zaradi tega, ker hoče s tem opravičiti preganjanje, niti podrazno ne, ampak zato, da tisti, ki je preganjan, ne bi uporabil istih sredstev, kot jih uporabljajo tisti, ki preganjajo zaradi vere in zaradi Jezusa in zaradi krščanstva. Pa se spet moraš vprašati, kak je pa Jezus ravnal vizavi svojih, ne samo preganjavcev, ampak tudi nasprotnikov. Ne? Od začetka, ko gre iz Nazareta in začne oznanjati, mu njegovi rojaki nasprotujejo. So velike debate v sinagogi, nekateri so ga že v Nazaretu hoteli umoriti takoj že tam na začetku njegovega javnega delovanja, pol se to še večkrat ponovi, parkrat se jim izmakne do končne faze, ko potem pač se pusti prijeti in se pusti sprocesirati. Torej, Jezus sam, tudi ko je šlo za nasprotovanje med rojaki glede verskih vprašanj, niti približno ni odstopil za korak in za 5 od svojega stališča. V vprašanju njegovega poslanstva oznanila, zaradi katerega je prišel na ta svet, je ostal neomajen in zato je imel nasprotnike, imel je sovražnike, imel je take, ki so ga hoteli umoriti. Sledi ne boste našli v Novi zavezi, da se je hotel z njimi spraviti, da je hotel z njimi skleniti kompromis. Na tej točki ne. Na točki vere v Boga, katerega je na zemlji zastopal. In ker ni bil pripravljen na tej točki narediti dobenega kompromisa, zato je končal tako, kot je končal. In on blagruje v 9. blagru, torej vernike, ki bodo preganjani
zaradi vere v Jezusa Kristusa oziroma zaradi vere v Boga ne blagruje tistih, ki so upravičeno preganjali, zato ker so naredili neki zločin, zdaj pa jih policija pa Interpol lovi po celem svetu. Teh ne blagruje. Tudi tistih, ki so v arestu zaradi takih lumparij, ne blagruje. Ampak blagruje tiste, ki so pristali tudi v ječi zaradi vere, zaradi Boga, ne pa zaradi kakršnekoli lumparije. Da ne bi nekdo to tako razumel. Ne? Torej, nova zaveza, najbolj plastično, to, kar sem zdaj malo tako teoretično razlagal, najbolj plastična je zgodba bogatega mladeniča. Bogati mladenič je približno tako, ko oni, ki k spovedi pride, pa reče, da 10 zapovedi izpolnjuje, Jezus pa mu reče, da naj proda vse, kar ima, pa hodi za njim. To je pa bilo že malo preveč, ne? Prodati vse ni nujno pomenilo, da bi mogel prodati vse premoženje, ampak navezan je bil na določene stvari, tako da jih ni bil pripravljen izgubiti. In ta navezanost, ne, je dostikrat posledica velikih špetirov. Ne? Če je kmečki ata preveč navezan na svojo zemljo in je pravi čas ne prepiše na svoje potomce, se lahko zgodi, da bo kmetija propadla. To vsi vidimo, pa gledamo, isto je za firmo, isto je za državo, za vse je to isto. Torej, gre za to, ne se oklepati nečesa tako trdno, da nisi pripravljen narediti še kakšnega koraka v drugi smeri. Torej, bogati mladenič vemo, ne, da tega ni bil sposoben narediti, kot marsikdaj tudi mi nismo tega sposobni narediti, to je na nek način tudi, bi lahko rekli, naša stalna vaja za nebesa, ampak gre torej za to narediti več, kot pa samo minimalno moralo in minimalno etiko. Ta pa se konča na neki točki, ki je za moralno teologijo ključnega pomena. Zadnjo besedo v morali nima beseda moraš, zadnjo besedo v morali ima beseda bodi dober, usmiljen in odpuščaj. To je zadnja beseda v morali, ne beseda morati. In krščanska etika, krščanska morala, Jezusova morala, ki je formulirana v eni sami zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega in do samega sebe, je točno to. Ne? In zato lahko govorimo o posebnosti ali specifičnosti krščanske morale samo na tem nivoju. To je tisto, kar je Jezus novega prinesel, kar je nadgradil nad starozavezni postavi oziroma nad 10 božjih zapovedi. Zdaj, temelji, o katerih govorite, seveda veljajo 2000 let, ampak se v oblikah, v prevajanju, v prilagajanju se tudi spreminjajo. S kakšnim tempom se spreminja morala in kaj vpliva na te spremembe? So to mogoče zunanji dejavniki, so to koncili, so to teologi, so to papeži? Vse to, kar ste naštela, Erika, ampak nikoli v zgodovini, v preteklosti, se nič ni tako hitro spreminjalo, kot se je spreminjalo v drugi polovici 20. stoletja in v prvih desetletjih 21. stoletja. Takih sprememb hitrih človeštvo do sedaj ne pozna. In to velja tudi potem za teologijo. Lahko je, recimo, teologija svetega Avguština pa Tomaža Akvinskega veljala 1000 let, 1500 let, 1700 let, 1900 let. Marsičem se seveda danes velja, absolutno. Ampak miselnost človeka, miselnost sodobnega človeka se tako hitro spreminja, da nobeden od nas ne vemo ta trenutek, kaj mislijo vaši vnuki, kaj mislijo 13, 14, 15 let stari otroci, ker so čisto drugače formirani, kot smo formirani mi. Njihov način mišljenja je v marsičem tako drugačen,
da mi dosti krat sam lahko stojimo, pa gledamo, pa si rečeš, kje si se vzel, odkot ti je to. Ne? Mi smo še tiste generacije, ki smo recimo išli na nek način še iz neke kmečke kulture, iz neke delavske kulture, industrijske dobe, v visoko razviti tehnološki družbi, pa vidimo, kako se stvari neverjetno hitro spreminjajo. In tudi teologija mora temu slediti. Začela je zelo močno slediti vsemu temu dogajanju zgodovine z drugim Vatikanskim koncilom. Drugi Vatikanski koncil je naredil neke pomembne odločitve, ki so vplivale potem na celoten razvoj vse do danes. Prva odločitev drugega Vatikanskega koncila je bila, da je rekel, da se teologija mora vrniti k Svetemu pismu in cerkvenim očetom. Zakaj je bilo to potrebno reči? Kaj pa teologija ni temeljila na Svetem pismu? Je temeljila, samo kje je bil problem? Po razkolu med protestanti in katoliki je katolištvo bilo do Svetega pisma zadržano. Zato, ker so ga protestanti poudarjali, da je to edina stvar, ki jo moramo upoštevati. In zato se katoliška cerkev in katoliška teologija naslonila na Tomaža Akvinskega in v tako imenovani neoscholastični dobi na nek način ponovila in ponavljala stališča, ki so bila razumljena in izdelana in dojeta koncem visokega srednjega veka. Vmes se zgodi novi vek, ki naredi en bistveni preobrat. Preobrat od objekta, predmeta, k subjektu, k osebi. In to se seveda v celotni teologiji in tudi v celotni moralni teologiji zelo močno pozna. Če je prej bila, kot smo prej rekli, pri spovednici 10 zapovedi, 10 pravil, 10 norm. Jaz sem stal kot mali otrok pred tistim plakatom, pa sem moral gledati, katero normo sem lahko odkljukal, katero pa nisem mogel odkljukati. Zdaj pa to ni tako več. V spovednici te čaka duhovnik, ki te čaka kot osebo. Ti, ki greš v spovednico, si oseba, ki imaš svojo voljo, svojo pamet, svojo svobodo in ki nisi šel v spovednico zato, da te bo tam duhovnik nadrl, kaj vse narobe delaš. Ker pol boš rekel, čau Pero, prvič pa zadnjič sva se videla, nema mene više tu. Tak je, marsikdaj se to zgodilo. Torej, popoln preobrat v tem smislu, da novi vek in s tem tudi katoliška cerkev začne postavljati v središče človeka kot osebo. To pa seveda za moralno teologijo potegne za sabo, bom rekel, zelo, zelo korenite spremembe. In ko sem jaz prišel v Rim leta 1982, je na tem področju vrelo. Ko si prišel v Nemčijo, so te starejši duhovniki vprašali, kaj študiraš, pa si rekel moralno teologijo. Njihovo prvo vprašanje je vedno bilo, a še sploh kaj velja na področju moralne teologije. Zato, ker zdaj si predstavljate, neoscholastična stavba, zgradba je bila trdna in tam se je vse vedelo, kaj se sme, kaj se ne sme, kako morajo stvari stati. Zdaj pa ta koncil pride, pa začne to malo rahljati in postavljati pod vprašaj. In moralni teologi se odvrnejo od neoscholastičnega pristopa in začnejo poudarjati svobodo. In v slovenščini imamo prevod prvega reformatorja na tem področju, Bernarda Heringa, ki je napisal moralno teologijo z naslovom Svobodni v Kristusu. Torej, nič več kakršnekoli norme, principe, pravila, nič od tega. Svobodni v Kristusu. Njegovi nasledniki so potem še veliko bolj skušali vključiti v teološko misel, predvsem pod vplivom velikega teologa tistega obdobja koncilskega Karla Rahnerja,
vključiti pojem avtonomije oziroma svobode. In seveda okrog svobode je pol nastal, vi bi rekli tu, cel kažin. Kako zdaj to razumeti, to svobodo, ne? Kaj je prava svoboda, kaj ni prava svoboda, in okrog tega se vrti tudi en del moje knjige. Ja, eno veliko poglavje, ki je človeška narava, temelj moralnosti. Zdaj, kot rečeno, v ospredju je vedno bolj posameznik, ki si sam oblikuje svoje norme in jih prilagaja sebi in vedno manj spoštuje ta red, ki je nad njim oziroma ki je tudi višji od njegovih želja, interesov. V kakšnem času torej mi danes živimo? Kakšna je ta narava sodobnega človeka? Pogosto beremo in poslušamo o koncu krščanskega zahoda, vi po drugi strani pa pravite, da sekularizacija je tudi priložnost. Ja, v prvem poglavju... Torej živimo v tem temačnem času ali v bistvu tudi prejšnja stoletja so bila temačna na svoj način in naš čas je podoben že temu, kar je bilo? Ja, v principu je vedno tako, ne? Lepi, dobri, stari časi, pa vse narobe danes. Pa ni tako. Vedno so tudi stari časi imeli svoje probleme, mi imamo danes svoje in tako bo na nek način ostalo, ne? Zato, ker v človekovi naravi se nič bistvenega ni spremenilo od Adama do Eve pa do nas. V človekovi naravi ostaja tisto, kar je lahko dobra podlaga za dober razvoj človekove osebe in obstaja tudi tisto, kar je lahko nekaj slabega za razvoj človekove osebe. Eno in drugo je bilo, je in bo. V kakem času danes živimo? Ne samo, da živimo v času, za katerega lahko rečemo, da večina ljudi živi, kakor da Boga ni, in to je na nek način tudi bistvo neke sekularne dobe, vendar ta sekularna doba seveda je imela tudi svoje pozitivne vidike in pa tudi izpostavila nekatere pozitivne vrednote, na vse zadnje človekovo svobodo. Ne moramo reči, da človekova svoboda je nekaj, kar ni treba upoštevati, ampak človekova svoboda je resno treba upoštevati in jo spoštovati. Potem tudi človekovo dostojanstvo. Potrebovali smo 2 hudi svetovni vojni, predno smo se tudi na civilni ravni, na globalni ravni zavedali, da človekovo dostojanstvo nekaj šteje in da pač ne moremo s človekom ravnati tako, kot se je ravnalo v najbolj groznih obdobjih zgodovine 20. stoletja in tako naprej. Ampak tisti problem, ki ga mi danes imamo, je pa sledeč. Svoboda se ne razume kot nekaj, s čimer jaz vedno stopam v odnos do drugih svobod in do druge svobode, najprej do prvega bližnjega, potem pa do vseh naslednjih, s katerimi sem v odnosu, ali v družinskem, ali poklicnem, ali cerkvenem, ali ne vem katerem koli že. In če pride na kup, toliko različnih svobod, kaj zdaj? A zdaj lahko vsak dela, kar hoče? In vsak misli, da ima pravico se odločati po svoji vesti, ki jo razume, to je moja svoboda. Tako razumevanje svobode pelje v anarhijo. In tako razumevanje svobode pelje točno tam, tja, kar je že 10 zapovedi htelo preprečiti. Da se ljudje med sabo ne bomo pobili in da bomo drugega spoštovali. Torej, ne moremo svobode absolutizirati, niti v medsebojnem odnosu ne. Kaj šele, če smo verni v odnosu do Boga. Torej, jaz kot svobodno bitje imam to svobodo in to pamet, da lahko razumem različne argumente in različna stališča, ki pridejo v poštev pri neki moji odločitvi. Torej, takrat moram
spoštovati tudi mnenje drugega, stališče drugega, argumente drugega in na podlagi tega dialoga, ki permanentno se dogaja med nami, pridemo potem lahko do nekega zaključka. Zdaj da to ne bomo predolgo, čeprav tega ne obravnavam v knjigi, evtanazija kot zadnja zgodba diskusije. Vsi zdravniki večinoma v Sloveniji so argumentirali, zakaj so proti evtanaziji. Mediji so to prinesli, ampak so delali tudi propagando za kakšno drugo stran. Če bi bil referendum, sem skoraj prepričan, da bi zmagali tisti, ki bi bili za evtanazijo, zato ker jim je nekdo dopovedal, da to pomeni usmiljenje do tistega, ki trpi. Torej, mi se nismo v stanju poslušati in sprejeti argumentacijo, ki jo kdo najbolj pozna v tej stvari. Tisti, ki imajo največ opravka z bolniki in umirajočimi. Potem so pa vsi drugi bolj pametni. In tisto, kar je pa najslabše, da potem pride do politične odločitve o stvari, ki je izrazito etičnega in kulturnega značaja, in politika z pozicije moči in oblasti odloči, kaj bi ne bilo prav in kaj bi ne bilo dobro. Politika ni zato, da odloča o etičnih in moralnih problemih, politika je zato, da odloča o skupnem dobrem, o blaginji ljudi. To je njena naloga. Bolj, ko se spušča v etična vprašanja, bolj postaja absolutistična in totalitarna. Kak smo imeli temelji marksistične etike, nekaj takega je bilo v šoli. Etika je bila marksistična etika. Ne? Se pravi, oni so točno vedeli, da bolj, ko bodo ljudi tudi na tem moralnem, etičnem nivoju prepričali v neko idejo, bolj jih bodo obvladali. In jaz mislim, da tu v slovenskem prostoru, glede na to, da imamo pač še kome dobra 30 desetletja demokratično družbo, še vedno ni jasno, da politika se naj ne vtika v tista področja, ki so pretežno bolj moralna, kakor pravna. In na osnovi tega potem lahko tudi vidimo, da pravo in morala sta med seboj seveda povezana tako kot dva člena verige. Včasih se bolj pokrivata, včasih se manj pokrivata. In problem prava, kam je zdrsnilo pravo? Najprej je zdrsnilo v pravni pozitivizem, kar pomeni, pravniki se sploh ne sprašujejo, kaj je bistvo nekega zakona, zakaj je ta zakon nastal in v luči katere argumentov in vrednot ga je treba razlagati, ampak se sprašujejo samo tako pravi in tega se treba držati in to je treba izpolnjevati. To je pravni pozitivizem. Zdaj smo še pa slabše, še na slabši poziciji. Zdaj smo pa prišli do pravnega individualizma, ki se je postavil na stališče, da imajo ljudje v svojih individualnih potrebah prednost pred vsako skupnostjo. Torej, če se nekdo odloči, da danes ne bo več ženska ali moški, po pravni poti gre medicinska asistenca za to, da bo spremenil spol. Če se čez nekaj let premisli, mu po pravni asistenci in po medicinski zakonodaji gre pravica za to, da bo spet spremenil spol. Vidite, zdrsnili smo v čisti individualizem, ki postaja novodobni terorizem, ker to je teror nad ostalimi ljudmi, ko neka tako individualistična potreba in želja postane splošna norma, kateri bi se morali podvreči tudi
vsi ostali, ki se s tem recimo ne strinjajo. Zdaj si predstavljate, ne, če pride do zakona, ki bi predpisal, da je vsak zdravnik dolžan izpeljati evtanazijo, je to teror nad večino zdravnikov, ki so temu nasprotovali. Imajo možnost ugovora vesti, seveda imajo to možnost. Tudi pri splavu je možen ugovor vesti. Sam ne vprašajte tiste, ki so ta ugovor vesti uveljavljali, pod kakšnim pritiskom so od svojih sodelavk in sodelavcev, ki jim non-stop rečejo, aha, ti si se lahko zognil, jaz pa moram to ti umazan posel opraviti. Ne? Vidite, tu smo prišli v neko situacijo, ko smo se poslovili ne samo od nekih krščanskih temeljev evropske civilizacije, poslavljamo se od rimskih temeljev rimskega pravnega reda, ki je nekatere stvari spoštoval tako, da je skozi 2000 let ta sistem v bistvu zdržal tudi do človekovih pravic. In naša težava v Evropi danes in Sloveniji tudi je napačno razumevanje svobode. Ampak če lahko dodam, te politike, ki so izglasovali take zakone, je nekdo izvolil z veliko večino. Cerkev je pri teh diskusijah vedno manj sogovornik, ker ni več to, kar je bilo, pač da cerkev je bila ena institucija, pri kateri si bil potem, ko si moral take zakone izglasovati. Med ljudmi je vedno manj vernih, takih, ki verjamejo ne samo v tuzensko, torej kako lahko iz tega temačnega, kompliciranega časa, individualizma in tako dalje lahko pridemo ven. Nekateri pravijo, da je liberalna demokracija kot družbeni red v resni krizi. Iz teh razlogov, kar sem prej razlagal. In to seveda drži. Zato, ker je ta liberalna demokracija šla v svobodi predaleč. Če bo Evropa in pa zahodni svet, ki temelji na tem, ker vemo, da v nekaterih drugih okoljih, recimo v islamskem okolju, to sploh ni tema, ne? Če torej mi v tem našem okolju ne bomo na podlagi negativnih izkušenj, ki so posledica napačnega razumevanja liberalne demokracije, začeli delati korektur, ki bodo omejevale človekovo svobodo tam, kjer ta prestopa obzidje 10 božjih zapovedi, potem je to bo v redu. Če pa pač ne bomo tega, potem bomo padli v novo anarhijo, iz anarhije v totalitarni sistem, iz totalitarnega sistema v nove takšne in drugačne oblike medsebojnega obračunavanja, ki smo mu že bili priče v zgodovini. Imamo samo te dve poti in zato ni treba biti prerok. Ne? Dober prerok je samo tisti, ki pozna zgodovino. Problem pa je, da velika večina naših mladih državljanov zgodovine ne pozna. Zato, ker velja parola, pustimo preteklost pri miru, naša je sedanjost in prihodnost. Če se vračamo na sedanjost, Trumpova izvolitev v Ameriki. Trump, koliko se drži te knjige? Koliko se jih drži? Koliko se drži te knjige in tega, kar je v tej knjigi? Te knjige se gotovo ne drži, ker je ne pozna. Bojim se, da tudi ni dobene moralne teologije v življenju prebral. Glejte, to, v čemer smo se zdaj znašli, ima seveda tudi neke svoje pozitivne momente, absolutno. Bojim pa se, da je parola America First enako zgrešena kot parola I feel Slovenija. Obe paroli sta zgrešeni. Zato, ker I feel Slovenija pomeni
velja to, kar jaz čutim. Ne? Jaz pa lahko čutim, da mene Erika nocoj cel večer tu zafrkava. Ne? In se ji bom maščeval za to. Ne? Ja. Jaz lahko tako filam tebe, Erika. Ne? Cel večer te filam. In to filam v sebe. Ne? Torej, ne more biti to, kaj jaz čutim, Slovenija. Zato, ker Slovencev nas je veliko, imamo svojo zgodovino, imamo svojo kulturo, imamo svoj jezik, imamo svojo literaturo, imamo tudi krščanstvo, ki je bistveni element slovenske identitete in tako naprej. Torej, če hočem I feel Slovenija, moram vse to upoštevati. Še eno vprašanje preden... Samo še Ameriko. Ja, Samo še Ameriko. Ne? Pri Ameriki pa je tako, ne? Vse veste, Amerika temelji na denarju, na dolarju. Trumpova politika temelji na dealu, na biznisu. Jaz sem pred dobrimi 10 dnevi poslušal en zelo dober intervju enega nemškega zunanjega politika, ki je bolj v senci, ki ni toliko v ospredju, tudi ni tako znan, ampak izjemno dober analitik. Njegova osnovna teza v izhodišču, ki mislim, da je pomembna tudi za razumevanje cele zgodbe, je bila: mi Nemci in z nami Evropa, ampak seveda tu je bil pošten, predvsem mi Nemci, smo naredili 3 napake. Da smo se postavili v energetsko odvisnost od Rusije, da smo se postavili v blagostansko odvisnost, bi temu rekli, od Kitajske, ker smo poceni produkte izvažali iz Kitajske, tja smo pa tudi seveda poslali svoje firme in vse skupaj je za nas pomenilo večje blagostanje. Mi živimo zaradi tega v večjem blagostanju, ker pač več zaslužimo, bolj poceni produciramo in tako naprej. In tretja naša napaka je bila, da smo se postavili v popolno varnostno odvisnost od Amerike. Trump je vse te 3 stvari zrušil. In to je zdravilo za Evropo. Se opazi, Evropa se je začela trezniti. Ne moremo več na tem temeljiti svojega blagostanja, svojega načina življenja. Vendar, to pa je njegova druga teza, Trumpova politika je deal. In če smo gledali zdaj njegov odnos do Ukrajine, vi dajte nam svoje rodnine, če hočete, da vas bomo zaščitili. Biznis, deal. Ti meni toliko, jaz tebi toliko. Ampak to ne more funkcionirati. Najmanj pa v politiki, najmanj pa v globalnem svetu. Kakorkoli, je res vse tisto, kar sem prej povedal, prve 3 zadeve, ampak po drugi strani je tudi res, da ne more danes ne Amerika, ne Rusija, ne Kitajska, ne vem kdorkoli v Evropi ali kjerkoli drugot na svetu se obnašati, kot da je sam na svetu. Svet je tako globalen, tako povezan s pomočjo sodobne tehnologije, da tega ne moremo spremeniti. In to moramo upoštevati. In zdaj, prej smo včasih rekli, če je v Nemčiji nekdo kihno, smo v Sloveniji dobili gripo. Zdaj je Trump kiha, pa celi svet ima gripo. In to ne gre. To je neodgovorno do celega sveta. In če bo to šlo tako naprej, Trump je rekel Zelenskemu, da bo zakuhal 3. svetovno vojno, upam, da je ne bo Amerika na ta način, kot tak dela. Zdaj smo prišli do aktualnosti, mislim, da publika komaj čaka, da bi kaj vprašala o aktualnih zadevah. Jaz pa imam še eno vprašanje glede te knjige. Govor je bil o globalnosti. Sedaj en katoličan iz Filipinov, iz Afrike, iz Azije, iz Latinske Amerike, kako bere to knjigo? Ne more, ker ne zna slovensko. Ja, dobro. Mislim,
koliko je sprejemljivo vse Ne, to, kar ni. katoličan, Absolutno. Ne. teološki temelji morale. Ne, Torej, ni. to je samo Zahodna Za Evropa. Evropejca. Samo Evropejc lahko to razume. In niti za Nemce vse verjetno ne. Kako? Niti za nemško teologijo. Ne, za nemško teologijo je to popolnoma razumljivo, zato ker sem tudi jaz v veliki večini uporabljal nemške avtorje, pa delno italijanske, manj angleški prostor, ker pač anglikanci niso katoliški teologi, potem pa Francozi, pa Španci, recimo v času po koncilu, niso bili tako produktivni na področju moralne teologije, kakor pa so bili Nemci, pa tudi Italijani. Francozi so bili zelo aktivni pred koncilom, so imeli velike teologe, predvsem na področju nauka o cerkvi, tako da tudi med francoskimi moralnimi teologi ni nekih velikih imen. Ampak zakaj recimo je tak pristop k moralni teologiji, kot je pač tu pri meni, evropski? Zaradi tega, ker Afričan, Azijc, Latinoamerikanc ima druge koncepte mišljenja in pa tudi druge filozofske predpostavke in izhodišča, ki so za njih bolj pomembni, kakor so pa recimo za nas. Tako kot je za nas svoboda pomembna, za marsikoga od njih sploh ni pomembna, ali pa sploh ne razmišljajo o tem problemu. Medtem ko na Zahodu je seveda pojem avtonomije, svobode, to, da si samemu sebi pravilo in zakon, eden od ključnih pojmov. In zato seveda tudi način pisanja znotraj evropskega konteksta predpostavlja znanje, vedenje, poznavanje določenih filozofskih in teoloških tokov, ki so nastali v Evropi. Tako je. Zdaj imamo seveda poizkuse, tako imenovane afriške teologije, latinskoameriške teologije, tudi severnoameriška teologija ima nek svoj pristop, ampak Severna Amerika črpa vse iz Zahodne Evrope, iz tradicije Zahodne Evrope in iz novoveške filozofske tradicije, ki se je zgodila večinoma v Evropi. Potem kasneje, po drugi svetovni vojni, marsikateri evropski filozof in teolog je odšel v Ameriko zaradi tega, ker pač se doma izognil nacizmu ali pa komunizmu ali pa komorkoli že. Tako da, ja, moram reči, to je pač pisano za miselni svet evropskega človeka. Torej, tale moralna teologija ni globalna, cerkev ni globalna z vidika moralne teologije. Globalni del bi jaz lahko pripisal samo poglavju o bibličnem etosu. Tistemu poglavju pa lahko pripišemo globalni značaj. Ja. Dobro, torej glede moralne teologije jaz bi imela še veliko vprašanj, ampak se bomo prepustili verjetno aktualnosti in bolj recimo imanentnim vprašanjem, ki izhajajo tudi iz te knjige, ker v tej knjigi, kot rečeno, so temelji, ampak odgovorov na ta vprašanja, ki so danes aktualna, teh specifičnih v tej knjigi ni. Zdaj, če je kakšno vprašanje, če ne nadaljujemo tudi z moralno teologijo mi naprej, ne lahko. Kakšno vprašanje? Prosim, je mikrofon, kdo ga ima? Hvala, lepo zdrav vsem. Lepo ste povedal, da človekove pravice so zrasle iz 10 božjih zapovedi. Lepo ste pojasnil tudi, da zaradi svobode smo šli izven teh okvirjev. Se pravi, človekova pravica je postala marsikaj še drugega, kakor samo 10 božjih zapovedi. Zdaj prav konkretno moje vprašanje je, recimo, mi smo spremenili zdaj družinski zakonik, družina je marsikaj. Zdaj istospolni partnerji lahko bojo zahtevali svojo človekovo pravico, da imajo tudi svoje otroke. In je to moralno ali ne? Ja, hvala lepa za to vprašanje. To vprašanje zadeva problem odnosa med naravo in kulturo. Zdaj,
zagovorniki vseh mogočih definicij, sodobnih definicij družine in spola, trdijo, da je človek samo kulturno in družbeno-socialno bitje. In da človek, zato ker je kulturno, družbeno in socialno bitje, torej to predpostavlja svobodno in razumno bitje, lahko na podlagi svoje svobode in razuma dela, kar če. Ampak tudi spreminja biologijo, ki je pa biološki vidik je pa narava, ki je dana, ne? Ki jo moraš sprejeti, ki jo moraš upoštevati. Ne? Tu imamo en zanimiv paradoks in nelogičnost v sodobnem svetu. Ti isti ljudje, ki zagovarjajo to, kar ste vi izpostavili, hkrati zagovarjajo, kako moramo spoštovati naravo izven nas, torej okolje, ekosistem. Ekosistem moramo strašno spoštovati, naš ekosistem pa ni treba spoštovati. Ko da mi ne delamo v svoje telo pesticidov, ko da mi v svoje telo ne vnašamo stvari, ki so nam škodljive. Še huje, ne? V tem primeru, ko gre za, recimo, spreminjanje spolne identitete, posegamo v biološke danosti človeka na najbolj radikalen način. Zdaj, tu samo nekaj v oklepaju. Seveda so ljudje bili, so in bodo, katerih spol na biološki ravni, rečemo temu, ni jasno definiran, ker nimajo vseh potrebnih spolnih organov razvitih tako, kot jih ima velika večina ljudi. V takem primeru je takemu človeku potrebno pomagati, da se mu tudi z operacijo, plastično ali kakršnokoli drugo, in s hormonsko obdelavo pomaga, da se njegov spol izrazi v tisto smer, ki se zdi, da je najbolj primerna. In ki jo tudi on v tem primeru čuti, kaj on čuti. S tem nima moralna teologija nobenih težav. Da takemu človeku, ki ga je v bistvu narava diskriminirala, iz te diskriminatorne pozicije pomagamo v tisto pozicijo, v kateri se bo bolj počutil dobro v svoji koži. Tu ni težav. Težava je pa drugod. Težava pa je v pristopu, ko nekdo reče, se ni treba nič upoštevati na področju bioloških preddispozicij. Človek je kulturno in svobodno bitje in lahko svoj spol poljubno spreminja oziroma si ga sam določi. In potem imamo ta pojav, da v osnovni šoli v 3., 4. razredu začnejo boge male otroke fopati z to sodobno ideologijo, ker to je ideologija, to ni čisto nič drugega. Ne? Vsak človek, ki je kdaj imel opravka z malimi otroci v vrtcu, točno ve, kako ti otroci reagirajo, ko pride v vrtec, kjer so večinoma ženske, moški. Posebno, če je to hišnik, ki prinese torbo z orodjem, pa lojtro, vsi fantje so v trenutku okrog njega. Zakaj pa deklice niso? Zato, ker njih to tako ne zanima. Torej, otroci sami po svoji najbolj spontani reakciji že povejo, da nismo istega spola in da so spola različna. Vam bom povedal en konkreten primer, ki sem ga sam doživel. Imel sem en mednarodni simpozij, članica upravnega odbora, kjer sem tudi jaz bil član, je bila lezbika. In ko se je prijavljala, to sem jaz vedel, da je lezbika, mi smo imeli skozi čist normalni odnos. Ko se je prijavljala na simpozij, me je vprašala, Ivan, a lahko dobim sobo za 2 odrasli osebi in za 3 otroke? Rekel, lahko dobiš, ne? Nisem imel, takrat še niti pomislil nisem, zakaj bo šlo, ne? Rekel, ja, ti bom zrihtal, ne? In potem pride ona, njena partnerka, in
3 posvojeni otroci ali pa morda kateri od teh je bil od one druge partnerke. Od nje sigurno ni bil, ker to vem, da ona otrok ni imela. Sta bile 2 deklici pa en fantek. Tisti fantek je bil star 10-11 let. Jaz vam povem, celi teden je leto za mano, kot da sem jaz njegov foter. Pa sem si rekel, ja pa drage ženske, a ne vidite, da vaš fant potrebuje nekoga, ki ga nima? A ste slepe? Kaj delate s tem otrokom? In to je to, kar se nam obeta pri vse te godli in vse te zmešnjavi okrog spolov. Se ne gre samo za to, da bodo ljudje spreminjali spol. Gre za celotno psihološko ozadje, ki se bo pri teh stvareh pri ljudeh zapletalo in puščalo tudi posledice. Slišal sem, da je v Ameriki nastalo 60 klinik za spreminjanje spola. Z tega vidika, ko je Trump prišel pa je rekel, sta samo 2 spola, lahko samo rečeš, ja končno je prišel en pameten ded, da je to povedal. In če bo tudi to do kraja izpeljal, je to v redu, ker je to koristno za ljudi. Ker to, kar se danes počne že z otroci in potem z najstniki in tako naprej, je čista neumnost, ki nima nobene zveze s tem, da tistim ljudem, ki so v diskriminatornem položaju, kakor sem prej rekel, pomagamo. Tistim je treba pomagati z vsem, s čimer mi danes razpolagamo, zato da jim lahko pomagamo. Ne pa to, kar se počne na ta način. Saj Trumpova zmaga je odgovor prav na to, kar se je Odgovor dogajalo. na to, tudi. On je rezultat pač te politike, Ja, ki je rezultat delno te politike. Kaj pa pasti umetne inteligence? O tem nismo govorili. V tej knjigi ste povzetke prepustili umetni inteligenci, da jih je napisala, drži? Ja, drži. Tanja se smeji. Ravnateljica ni bila najbolj navdušena na začetku. Pa sem predolge povzetke imel. Pa mi je ukazala, da jih moram skrajšati. Pa sem še pa dal enkrat umetni inteligenci, pa sem mi rekel, poslušaj, naredi samo 15 vrstic ali pa 10 vrstic. In veste, kak je bila poslušna? Vse je naredila. Tako, kak sem ji rekel. Res je, ja. Naredil sem povzetke z umetno inteligenco in moram reči, ne to pomeni, jaz sem dal svoj material najprej not, pa sem ji pa rekel, zdaj pa ti naredi povzetek v takem obsegu. In v veliki večini primerov je zadela. So bile kaki izrazi, kaki primeri, ko sem moral malo pokorigirati. Tega ni bilo 10%. Tako da, ja, je na koncu vsakega poglavja in ko sem dal to knjigo brati 2 laikoma, predno so sploh pri Mohorjevi dobili v branje, sta mi tisti 2 osebi obe rekle, to nam je kar pomagalo razumeti, še posebej tiste tvoje bolj kunštne dele, ki si bolj zapleteno kaj zapisal, pa bolj filozofsko. Nam je to pomagalo razumeti, da smo pol na koncu videli nek povzetek. Lahko povzetek prej prebereš, predno greš po poglavju. Tudi to je možno. Lahko knjigo berete od zadaj naprej. Ko sem v Mariboru knjigo predstavljal, pa sem pol po tisti predstavitvi škofa srečal, pa mi je škof rekel, veš, Ivan, jaz sem od zadaj začel. Sem rekel, ja, super, pri Oče našo, ne? Je rekel, ja, pri Oče našo, ker zadnje poglavje je Oče naš, ne? Tako da ni problem, ne? Lahko tudi se od zadnje strani knjiga bere, ker to ni roman, kjer bi nastopale osebe, ki jih je treba skozi celo knjigo slediti. Tudi, recimo, če vas zanima, kazem, en problem, ene zapovedi, greste pač tisto prebrati, ne rabite cele knjige za to brati, ne? Se to v kazalu vidiš, kaj piše. Tako da, ja, v tem smislu, jaz mislim, da smo na pragu nekih novih enciklopedičnih vedenj, ker umetna inteligenca seveda je sposobna narediti to, kar mi kot posamezniki nismo sposobni. Potegniti sintezo iz različnih virov in potem narediti en povzetek. To se mi zdi en plus, ki ga vidim pri tem. Drugo pa je,
če tudi mi teologi dajemo umetni inteligenci svoj material v njeno bazo, potem lahko pričakujemo, da ne bo neumnosti odgovarjala. Ker meni se je zgodila ena taka, recimo, zanimiva napaka, ki jo je umetna inteligenca skozi delala, pa ne vem, kako to, da je nisem mogel tega dopovedati. Če sem jaz napisal, ali pa če je v tekstu bilo teologija, je ona to spreminjala v teološko fakulteto. To je bil tak zanimiv primer, pa že potem, ko sem ji večkrat dal isto besedo, še zmeraj ni sprocesirala, da obstaja tudi teologija, ne obstaja samo teološka fakulteta. To je bil en tak, bom rekel, edini primer, kjer se je pokazalo, da je nekaj v njenem algoritmu še ne štima. Se veste, to se izpopolnjuje, to se bo izpopolnjevalo, tako da marsikaj bomo od tega imeli pozitivnega, dobrega, tako kot je vedno od vseh sredstev na tem svetu bilo, obstaja pa seveda kup velikih nevarnosti in stranpoti in izkoriščanja tega sistema, tako da tu bo treba biti zelo, zelo previden in mislim, da nas na tem področju čaka še veliko dela. In imeti dobre moralne temelje. Pa imeti dobre moralne temelje, da se znaš prav odločati. Dobro, Erika, glej, 20 čez 9 je, oziroma čez 8, narod je sit mene in mojih odgovorov, vprašanj nimajo, a bomo zaključila. Jaz jih imam še, ampak dobro, bo priložnost. Malo še samo nekaj poveva. Ja. Knjiga, ki jo dobite zadaj pri gospodu Simonu, ima danes ceno 45 €, zraven pa sem še prinesel mojo eno staro knjigo, Zgodba iz nahrbtnika. Hodil sem tudi po vaših krajih, te knjige pri vas takrat nisem predstavljal, zdaj je že nekaj let stara, tako da, če želite, za to knjigo lahko date prostovoljni prispevek, pa jo vzamete. Če pa kdo vzame moralno teologijo, pa da ne bo od Simona zahteval nazaj 5 €, pa mu da 50, pa še eno knjigo zraven dobi, pa je tudi dober kšeft. Moram biti malo biznisa, se vidi to po Trumpovsko. Hvala, gospod Štuhec, za pojasnila o morali. Niste moralizirali. Hvala. In Eriki, ki je postavljala vprašanja. Sedaj pa za ostale. Imam 3 vabila. Prvo je v aprilu, bo ponovno Goriški večer in pričakujemo, da bo gospod Škof Štumpf. Ni še datuma, ampak bo aprila. Drugo vabilo je SDS, organizira večer 21. marca. Bojo krasni 3 mladi politiki, Zala Tomašič, Zala Klopčič in Andrej Poglajen, lepo vabljeni. Tretje vabilo je, da se podružimo in hvala gospem iz Dorenberga, ki so napekle, boste videli čudovite stvari. Tako.